tokrat v občinskem informatorju. 90-letni župnik Ivan Holobar imel v cerkvi Svete Marjete nižje Ptuja slavnostno mašo. Božički so se spustili iz strehe mariborske pediatrije. Dedek Mraz je prišel v Selnico ob Dravi. Spektakularni 8. Parkeljfest privabil množico, na njem se je zgodila celo zaroka. Starejše občane občine Rače-Fram obiskal Božiček. Napoved gala koncerta tamburaškega orkestra Kut Majšperk s Heleno Blagne. Veseli december in praznična tržnica v Vuzenici. Božično-novoletni poslanici županje občine Selnica ob Dravi in župana občine Rače-Fram. Lepo pozdravljeni. Prav na svoj 90. rojstni dan je imel v cerkvi Svete Marjete nižje Ptuja v Gorišnici tamkajšnji župnik Ivan Holobar svečano mašo. Že 52 let mašuje, 47 let pa vodi župnijo Svete Marjete nižje Ptuja. In v tem času je postal nepogrešljiv del farne skupnosti, ki se mu je poklonila prav za 90. rojstni dan. Ivan Holobar je že 47 let upravitelj cerkve Svete Marjete nižje Ptuja v Gorišnici in na njegov častitljiv 90. rojstni dan je v tej cerkvi imel sveto mašo. Kar 52 let mašuje ter služi Bogu in faranom. Cerkev je pač tako zgrajena, da vodijo papež, škofje pa krajevno cerkev. In tudi mariborsko vodi mariborski nadškof. In zato jaz pa kot župnik upravljam to župnijo že 47 let, polnih, že 48 torej teče. In skrbim prvi vrsti za duhovno rast mladega rodu. Obenem pa tudi skrbi za ohranjevanje stvari, stavb, ki so jih predniki zgradili, tako za cerkev, ki je tam že od 14. stoletja. Bila pa je seveda dvakrat prenovljena, tudi stranske kapele dograjene in medvojnem, v koncu druge svetovne vojne je bil tudi porušen zvonik in ta obok ladje in se to so seveda na novo zgradili. Dan pred rojstnim dnevom župnika je bil v Gorišnici tudi mariborski nadškof. Je bil škof, je tukaj ob 17. uri maševal in tudi se zahvalil vernikom za njihovo vernost in podporo, ki jo dajejo svoji župnijski skupnosti. Ob koncu maše Ivana Holobarja pa so se farani kar vrstili pred oltarjem, se mu zahvaljevali, mu čestitali za rojstni dan in predali darila. Sam skromno pravi. Jaz služim farni skupnosti, ljudem, preko celega leta in vsa ta leta, kakor so v cerkvenem koledarju, malo se je adventni čas, božični čas, postni čas, velikonočni čas in čas med letom. Vse to nekje dela celoto tistih dogodkov, ki jih je oznanil Gospod Jezus Kristus in tudi dal apostolom svoje naročilo. To delajte v moj spomin. In mašna daritev je prav Jezusova daritev na križu. Se ona obnavlja vedno znova njegov spomin. In kaj njemu pomeni Sveta Marjeta, svetnica, katere ime nosi cerkev v Gorišnici? To je svetnica, ki je v cvetju svoje mladosti dala svoje življenje za Kristusa. In vsekakor je cerkev bila v svoji zgodovini
posebej v začetku še kako preganjana in je bilo ogromno mučencev, ki so dali svoje življenja. Svojemu prepričanju se niso odrekli tudi za ceno življenja. Ne. Jezus sam pravi, kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, njega se bom tudi jaz pred svojim očetom, ki je v nebesih. Maša, ki jo je vodil Ivan Holobar za svoj 90. rojstni dan, je bila res slavnostna. Farani so prišli v velikem številu in izkazali zaupanje svojemu župniku. V govorih, ki so jih nekateri imeli, pa so mu izkazali tudi posebno naklonjenost. S strehe pediatrije UKC Maribor pa so se spustili božički in pokukali jim tudi skozi okna k malim bolnikom in jim pomahali. Letos so imeli še prav posebne kosmate prijatelje, pse, ki so jim delali družbo. Male paciente iz klinike za pediatrijo, zdravstveno osebje in druge obiskovalce so razveselili dobri možje. Božički, ki ne prinašajo samo veselja, ampak se znajo spustiti s streh po vrvi vse do tal. Marsikateri od njih je potrkal po oknu in pomahal malim pacientom. Božički jamarske reševalne službe se vsako leto z velikim veseljem odzovemo v vabilu Hit Radio Center ter pediatrije. In če samo za trenutek lahko polepšamo bivanje v bolnišnici tem našim malim sončkom, smo naredili veliko več, kot bi lahko. Res je veselje videti te majhne srečne oči, ko vidijo, ko božički pridejo, kužki noter, jih pozdravijo, neizmerna sreča. In božički ponovno niso bili sami. Zraven so imeli tudi male kosmatince in pokazali, kakšen je spust s psom. Tako klub vodnikov reševalnih psov Kranj sodelujemo z jamarsko reševalno službo in se vsako leto z velikim veseljem udeležimo tega dogodka, tako da našim najmlajšim polepšamo dan, vsaj za trenutek, bivanje v bolnišnici. Spust božičkov pa je pravzaprav tradicionalen. In spet so se spustili božički iz klinike za pediatrijo. Človek tako razmišlja, kje je najbolj prijetno biti. Tu zunaj vsekakor je hladno, v bolnišnici pa tudi, čeprav je toplo, so bolani otroci. In tem bolanim otrokom vsako leto s pomočjo Radia Center in pa naši božički, ki jih je, jaz jih vedno težje spoznam, čeprav so si zelo podobni, pripeljejo nekaj iskric, nekaj lepote, nekaj pričakovanja v ta decembrski čas. Vsi vemo, da je zdaj epidemija gripe na pohodu, da so bolnišnice polne, ampak tem otrokom danes so božički nedvomno pričarali en tako lepo doživetje, karkoli že je lahko doživetje v bolnici lepo. Tako da še enkrat najlepša hvala tudi 4 nožnim prijateljem, ki so se dobro odrezali. Hvala še enkrat. Ja, malim bolnikom, otrokom, ki so žal zdaj v bolnišnici, je nedvomno pomenilo veliko, da vidijo božičke. Vsem tistim, ki so bili zunaj, pa prav tako. Kot je rekel Robert Anžič, neizmerna sreča. Dedek Mraz se je pripeljal s kočijo v Selnico ob Dravi in razveselil otroke. Še preden je prišel, pa so mu na odro zapeli in zaplesali učenci in učenke osnovne šole Selnica in otroci iz vrtca Kobanček. Na odru v Selnici ob Dravi so eden za drugim nastopili pevski zbori, od najmanjših do največjih pevcev in pevk. Otroci iz vrtca Kobanček in osnovne šole Selnica ob Dravi so namreč nastopili pred svojimi starši. Vsi skupaj pa so čakali na prihod dedka Mraza. Kar nekaj časa smo se pripravljali, ampak z veseljem, ker je to en tak dogodek letos prvič tukaj na tem prostoru, pa nam je zelo všeč ta ambient in dejansko tudi otroci iz vrtca so sodelovali. Žal je pa nekaj otrok bolnih, pa tudi nas pevk, v zboru bi bilo več, ampak smo speljali program v redu. In po nastopih so vsi skupaj, sploh pa najmlajši, klicali dedka Mraza tako dolgo, da je res prišel. Kočijo jih pustil ob strani in se sprehodil do odra, otroci pa so ga obkrožili. Nastalo je pravo veselje. Vsem skupaj, tudi tistim, ki jih tokrat ni bilo, pa je povedal. Sem slišal, da je v vseh krajih veliki problem gripe in bolezni. Vsi, ki niste mogli danes sem, vedno mislim na vas v vsakem kraju, ob vsakem obisku. Hitro se pozdravite, mogoče se še letos vidimo kje, drugo leto pa zagotovo. A še nekaj je hotel povedati vsem, zato je rekel nam, da sporočimo naprej vsem tistim, ki drvijo naokoli in izbirajo darila.
Predvsem bi se obrnil na otroke. Zadržite starše doma. Ne imejte prevelikih želja, v majhnih stvareh je veliko veselje. Starši, vi pa upoštevajte želje vaših otrok, če so pa prevelike, jih pa kar malo črtajte. In kaj pravijo otroci, tako tisti, ki so nastopali, kot tudi tisti, ki so skupaj z drugimi pričakali Dedka Mraza, kaj si želijo za darilo in kaj za praznike. Da bi dobila eno igračo plišasto. Eno tako prav posebno? Ja. Kaj pa bi ti rada počela z družino med prazniki, starši, pa mogoče s prijateljicami? Se bi igrala doma s prijateljicami. To je tisto, ne ta glavno, ko si želiš, ne? Ja. Ko je moja sestrična Gaja pela, mi je bilo najbolj fajn, pa zelo lepo so peli. Krasno. Kaj pa potem, ko je Dedek Mraz prišel, ste ga priklicali? Si ti bil ti zraven med tistimi, ko so klicali? Ja. Kaj si pa ti želiš za praznike? Mogoče kako darilo? Ja, pa da bi malo... Ja, ko smo plesali. Ti si bila med plesalkami. V bistvu nisem bila, ampak ko smo peli. Kaj pa recimo potem, ko je Dedek Mraz prišel, si ti tudi pomagala ga klicati? Ja. Kaj si pa ti recimo zaželela za darilo? Takega istega konjička, kot ima moja sestrica. Tako, ne? Kaj pa recimo, da bi družina delala med prazniki, se boste kaj igrali, kam šli? Da bi se igrali. Imaš kako posebno igro, da se lahko skupaj igrate? Imam, ne zbudi očka. Super. Si se slikala z njim? Ja. Pa kaj ti je bilo všeč, oziroma ne predstava, petje pa to? Ja. Kaj si pa ti recimo želiš za praznike? Za in si, da je srečen Božič. Tako, da je srečen Božič, pa si želiš mogoče kaj, da bi kam šli z družino, ali da boste doma, kaj počeli? Da bi šli na kolo. V Maribor na kolo? Ja. Dedek Mraz je imel tudi pomočnike in pomočnice, ki so mu pomagali razdeliti nekaj sadja. Že vrsto let je turistično društvo tisto, ki pač povabi Dedka Mraza ali Božička, kako pač nanese. Za ta darila, ki jih je pa danes delil, pa je poskrbela občina Selnica ob Dravi, za kar smo jim tudi hvaležni v imenu vseh otrok in pa vseh prisotnih. Tako so vsi skupaj poskrbeli za praznično vzdušje in veliko veselje ter povezanost v najbolj prazničnem mesecu, v katerem je dobro, da smo tu drug za drugega. Spektakularni 8. Parkelj Fest v Kungoti s kar 16 skupinami parkljev, krampusov in zlodejev je privabil ogromno ljudi in imeli so kaj videti, oprave vseh likov, svetlobne efekte, opremo, vozila in mnogo drugega. Pa tudi čisto pravo zaroko, ki se je zgodila tudi pred našo kamero. Poglejte, kako je bilo. Kar 16 skupin parkljev, krampusov, zlodejev in drugih likov je bilo na 8. Parkelj Festu v Zgornji Kungoti. Strašne maske, rožljanje z verigami, svetlobni efekti, ogenj, razna vozila in oprema, ki so jo peljali, nosili ali vlekli parklji, pa so naredili tudi vzdušje za čisto pravo zaroko. Parkelj je namreč pokleknil in svoji izbranki podaril zaročni prstan. Ja, parklji so tudi romantični, sicer pa so na prvem mestu na Parkelj Festu pripravili nepozaben spektakel. Tako kot vsako leto, že 8 zapored, smo pripravili pravi ognjeni spektakel in prikazali lik parklja, krampusa, perka. Parklji so večni spremljevalci Miklavža, hkrati pa imajo tudi pomembno vlogo. V adventnem času in seveda vsi se veselimo rojstva, dobre letine in da vso zlo, ki je, da odnesemo nazaj v pekel. Obiskovalci Parkelj Festa so stali na drugi strani ograje in mnogi komaj čakali, da parklji in drugi pridejo prav do njih. Zadnja skupina je bila najboljša. Ne vem, ker so bili tako živi, pa tako so skakali po ograjah. Veliko ognja je bilo. Še vi povedali, kaj pa je vam bilo najbolj všeč?
Ja, ta zadnja skupina je bila super. Ja, lepa je bilo, res. Najljubše mi je bilo, ko so krambusi hodili, ker je res pošteno, da nekateri dobijo boriti, ker niso bili pridni. Pa si se kaj bala? Malo. Ja, ampak ni bilo strašno. Pa niti ne tak fejst. Kaj pa Miklavž, ko pride? Njega se pa kar veselim. Tisti, ko je bil na traktoru, tisti. Čeprav so parklji in drugi liki glasni, veliki in svojo pojavo lahko koga tudi prestrašijo, pa niso tisti, ki bi se jih morali bati. Točno tako, ne rabite se nas bati, ste videli, da smo prijazne skupine, tudi Avstrijci, ki prihajajo k nam, so prijazni sploh do otrok in tudi do družin. Tako da že sedaj vabljeni tudi v naslednjem letu v Zgornjo Kungoto in vsem želim lep adventni čas in vse dobro v novem letu. Parklji, krampusi in ostali pa niso to samo zaradi šova, ki je res vreden ogleda, ampak tudi za ohranjanje tradicije in običajev, s katerimi obogatijo adventni čas. No, Božiček pa v teh dneh ne obiskuje samo otroke, ampak tudi starejše. Tako se je dogovoril z županom občine Rače Fram, da pride v dvorano PGD Rače, kjer ga je pričakalo kar 240 starejših občanov in občank. Sprehodil se je med njimi in se z njimi pogovarjal. Župan z ekipo pa je poskrbel, da so vsi dobili tudi darila. No, poglejte, kako je bilo. Prav posebno čast in veselje je imel Božiček, ki je obiskal starejše v občini Rače Fram. Ujeli smo ga tik preden je vstopil v dvorano, polno starejših občanov in občank, in bil prav navihan. Sem zelo vesel, da me vedno povabijo v občino Rače Fram, da se zberejo starejši občani in da tudi njih obiščem. Ja, veste, zelo rad pridem med stare, ker se sam ne počutim tako star, veste. In kaj še pravi, da imajo otroci najrazličnejše želje, starejši pa večinoma eno. Stare ljudi pa imam zelo rad. Oni si vedno želijo samo eno. Zdravje. Veste, to je najbolj pomembno. To vsi vemo. Če je zdravje, potem je vse. Nagovoril jih je in se nato še sprehodil med mizami ter celo posedel tu in tam pri kateri družbi. Malo smo se nasmejali. Zelo lepo bilo. Ste se kaj pogovorili, je kaj povedal? Jaz ne moram. Nič ni kaj govoril, dosti. Spil je kozarc vina na zdravje, nam vsem pa zaželel zdravja za naslednjo leto pa naprej. Pravijo, da starejši smo podobni otrokom, kar je res. Zdaj že mi verjamemo v Božička. Te želje, kaj jih imamo mi, težko Božiček izpolni. Pa še zadovoljni so bili, da so jim pripravili srečanje z Božičkom in druženje ter darilca. Ja, zelo. To občina organizira tako, da je to lepo srečanje. Zdaj že 3. leto in vsako leto nas je več, tako da je zelo prijetno. Zelo lepo je, da se družimo v naši občini. Pohvala županu in občini Rače Fram, da se vsako leto, zdaj že 3. zelo potrudijo, zelo lep spored in seveda tudi še potem darilo. Hvala županu in hvala organizatorjem. Se pa preselil v občino Rače, sem zavil, je tukaj pestro, zadovoljno, imajo kar pestro obnovitve, Božič, novo leto, pa tak naprej. 3. leto zapored so pripravili za starejše srečanje z Božičkom. Prvo leto jih je bilo 130, naslednje leto malo več, letos pa kar 240. Kar pomeni, da se ta številka skoraj podvojila. To so sicer zelo sladke skrbi za mene kot občana, kar je to samo en dokaz, da delamo dobro in da so tudi naši starejši občani, sicer vabljeni vsi nad 70 let, tudi ta dogodek res lepo sprejeli. In preden so odšli domov, je čisto vsak dobil še prav posebno darilo, tako da bodo imeli polepšane praznične dneve. Tamburaški orkester Kut Majšperk bo imel letos veliki tradicionalni koncert, na katerem pa bo prav posebno gostja diva slovenske glasbene scene Helena Blagne. Koncert bo v soboto 20. decembra ob 18. uri v večnamenski športni dvorani Osnovne šole Majšperk. Prisluhnite, kaj vse pripravljajo. Tamburaši Kulturno-umetniškega društva Majšperk tradicionalno pripravljajo koncert v prazničnem decembru. Letošnji pa bo prav poseben, saj so k sodelovanju povabili Heleno Blagne, legendarno slovensko pevko. Mi smo se odločili za Heleno Blagne zaradi izziva,
nam kot tamburašem Majšperku je vedno dober neki izziv, zato smo si tudi izbrali gospo Heleno, da pride in zapoje njena najlepša. Zaigrali bodo različne skladbe, tokrat večinoma tiste, ki jih prepeva Helena Blagne. Koncert bo 20. decembra v soboto ob 18. uri v dvorani Osnovne šole Majšperk. Kaj pričakujete? Pričakujemo veliko ljudi, neko praznično vzdušje in da se bomo imeli vsi zelo lepo. Običajno imajo na tradicionalnih koncertih polno dvorano obiskovalcev. Tamburaši smo zelo veseli vsakega obiska, vseh, ki so prišli, zato smo tudi letos uvedli to v dvorani, ki ima veliko več sedežev, tako da ne bo stiska, tako kot je bilo lansko leto. Kar nekaj časa pa se že pripravljajo na koncert, kar 3-krat tedensko se dobijo za nekaj ur, saj želijo pesmi zaigrati čim boljše. Pesmi so najbolj znane pesmi gospe Helena Blagne, se pravi, kakšne kot so Kar bo pa bo, Ti boš vedno prvi, Reci mi, uspešnice, ki jih bomo seveda izvedli tamburaši. Letos bodo svoj nastop še dodatno obogatili. Letos bo popestren z otroškim pevskim zborčkom, ki bo sodeloval s Heleno, s posebno njeno pesmijo, tako da po mojem bo zelo lepo za poslušalce. Pa to še ni vse, saj bodo poskrbeli še za več. Dodala so se glasbila, drugi inštrumenti, bodo različni solisti, ki še niso z nami nastopali in mislim, da bo dobro za poslušalce. Koncert bo tako res lep, prava praznična popotnica, na kateri bodo lahko vnaprej rekli slovo temu letu na prav poseben glasbeno-pevski način. Tradicionalni veseli december v Vuzenici z praznično tržnico in bogatim kulturnim programom pa je privabil številne domačine. Za kulturni utrip so poskrbeli pevski zbor Društva upokojencev Vuzenica in humoristična sekcija Kulturnega društva Vuzenica. Vuzenica je v decembrskem večeru zaživela v prazničnem vzdušju, ki so ga obogatili nastopi domačih ustvarjalcev. Z nami so torej plesna skupina Smaragdne oči, pa plesno-rekreacijski klub Harmonija, pravkar na odru Kulturno društvo Vuzenica in njihova humoristična sekcija. Nastopili so tudi ženski pevski zbor Društva upokojencev Vuzenica, tako da res vsak je pokazal delček tistega, kar čez leto pripravljajo in ustvarjajo. Stojnice so nepogrešljiv del prazničnega decembra. Društvo upokojencev za svojimi izdelki, ki jih vztrajno pripravljajo skozi vse leto v delavnicah, potem Zdenka Brezovnik s pekovskimi izdelki, pa krščanska adventistična cerkev, Društvo kmetic Vuzenica, ki poskrbi za sladke dobrote. Na stojnicah so se predstavili tudi učenci osnovne šole Vuzenica. Imamo izdelka kot tale od badarja našega šolskega. To ste v šoli izdelovali? Ja. Predstavili so se tudi gasilci. Predvsem, da malo, kako bi rekel, privlačimo mlajše člane, ker ni najbolj porasta to leto. Oziroma nasplošno, ne samo to leto, pa da malo tudi vidijo našo opremo, malo se podružimo. Za piko na i so pripravili še gasilski koledar, ki je pritegnil veliko pozornosti. Koledar imamo, ja, bolj kot ne za naše nežnejše oboževalke, bom rekel. To je bila pač ena taka ideja, ki se je pol dejansko uresničila, pa se je kar tudi dobro obnesla. No. Poleg koledarja so poskrbeli tudi za ogenj. Malo za pogled, pa rekvizit, kako bi rekel. Če že imamo s tem dela skozi. Na stojnicah so obiskovalci lahko našli spominske izdelke ali kaj za okrepčati. Naše tržnice imajo zdaj res že kar eno desetletje ali več dolgo tradicijo, tako da so res že tudi ljudem prišli nekako navado, seveda se pa trudimo tudi s programom, da ga naredimo čim bolj raznolikega, da tudi s ponudbo seveda, da privabimo za kako urco ali pa dve, tudi če je zunaj mrzlo, pa da se vseeno malo podružimo, poveselimo in pa skupaj zaključimo to leto. Pomembno je, da se takšni dogodki odvijajo, saj z tem ohranjamo povezanost in druženje med ljudmi. Predvsem je pomembno, da smo v najbolj prazničnem mesecu v letu, torej v adventnem času in seveda takrat tudi rada pristopijo številna društva, pokažejo, kaj znajo ustvarjati skozi celotno leto, tudi s celotno kulinariko pridejo in se ve, da je pravi čas, da se tukaj srečamo, si izmenjamo tudi kakšno besedo, predvsem pa z dobrimi željami vstopamo tudi v ta praznični čas Božiča in pa vstopu v novo leto.
Župan je občanom zaželel vse dobro v prihajajočem prazničnem času. Naj ta december čim bolj preživimo v miru, v prijetnem druženju in pa seveda, ko prihaja tisti zadnji dnevi v letu, čim bolj mirno, predvsem pa zdravo. Praznična tržnica v Vuzenici vsako leto privabi številne obiskovalce, ki se tukaj veselijo in družijo ter skupaj ustvarjajo praznično vzdušje. Sedaj pa še k voščilom županov in župan. Tokrat je o prihajajočih se božično-novoletnih praznikih lepe želje izrekla županja občine Selnica ob Dravi, Vlasta Krmelj. Poglejmo. Drage občanke, dragi občani, spet smo v mesecu decembru. Meseci in dnevi tečejo zelo hitro. Še nedolgo nazaj je bilo poletje, nato zlata jesen in že smo v decembru. Komaj smo načrtovali dela in aktivnosti v proračunu, pa jih že zaključujemo. In tako je iz leta v leto. Na prvi pogled se zdi, da je vse enako. Postavljamo praznične krasitve, jelke in božična drevesa, pišemo voščila in izbiramo darila. Ali se res spreminja samo letnica? Ne, spreminjamo se tudi ljudje. Dogodki in izkušnje, ki jih doživimo skozi vse leto, nas oblikujejo. Ljudje, s katerimi živimo ali jih srečujemo, v nas puščajo sledi. Največkrat lepe in dobre, včasih pa tudi težke. A tudi slednje nas učijo in bogatijo. Zato naj bo zdaj čas pred Božičem in novim letom, da se ozremo ne le na opravljeno delo, ampak predvsem na ljudi, ki so z nami stopali skozi preteklo leto. Pošljimo jim lepe misli, iskrene poglede, prijazne besede in dobre želje. To bo razveselilo njih in obogatilo nas. Tudi kot občina se vam ob tej priložnosti zahvaljujemo in vam pošiljamo lepe želje ter pozitivne misli. In smo veseli, da smo skupaj z vami v letu 2025 gradili našo skupnost. Želim vam lepe in mirne božične praznike. Ponosno praznujte dan samostojnosti in enotnosti in mirno stopite v leto 2026. Leto 2026 pa naj bo predvsem zdravo in naj vas razveseljujejo tudi drobni trenutki veselja. Hvala in vse dobro. Občanom in občankam pa je skupaj z celotno občinsko upravo voščil tudi župan občine Rače Fram Samo Rajšp. Drage občanke in občani, že res, da gre za božično novoletno voščilo. Toda želim povedati precej resno, da živeti je treba v prijetnem sožitju, prijateljstvu, miru in seveda manj stresno. V prazničnih dneh se oziramo nazaj in hkrati pogumno stopamo naprej. Naj bo božič čas topline v vaših domovih, čas za družino, prijatelje, novo leto pa priložnost za nove začetke, dobre misli in pogumne korake. Hvala vsem, ki so ustvarjate našo občino Rače Fram kot prostor sodelovanja, spoštovanja in iskrenih medsebojnih vezi. Naj nas leto 2026 poveže v še več lepih zgodb. Vesele praznike in srečno v novem letu! Toliko za danes v oddaji Občinski informator. Poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri, v četrtek, 18. decembra, se lahko udeležite ob 17:30 prižiga lučk na Seštržah z bogatim animacijskim programom, ki ga prireja Športno-kulturno društvo Seštrže. No, božični sejem, ki bo potekal kar 2 dni, torej 19. in 20. decembra, v Dupleku pa se bo zgodil pri športni dvorani Duplek. Tako obljubljajo veselo dogajanje, pa tudi božičkovanje bo v soboto 20. decembra. Seveda pa se lahko udeležite tudi pohoda z lučkami, ki ga prireja jutri 18. decembra na Muti. Začeli bodo na Mitnici z začetkom ob 16:30. Toliko z moje strani, imejte lep preostanek tega večera in nasvidenje.